selekciji izbiramo 3 kandidate za pilota. Imamo 9 kandidatov, med katerimi bomo najboljše 3 potem tudi izbrali in jim podelili štipendijo, s katero jim bo omogočeno nadaljnje šolanje in usposabljanje v letalski enoti Slovenske vojske, torej sami letalski šoli. Podobnega rep moramo pogledati, da ni kakšnih podrtin oziroma nepravilnosti. Dischargerji, da so v redu, nasploh ploskev, da je vse v redu. Povezave, da ni slučajno kje počeno ali pa da visi. Propeler, za vsako posebej je treba pregledati, da ni slučajno kje nasupčeno. Štipendijo sem se prijavil zato, ker me je letenje vedno zanimalo in si od vedno to želim. Letenje, kar je težavno za tiste, ki niso nikoli prej leteli, moraš kar dosti razmišljati o avionu, ni kar tako, da boš letel. Selekcijski postopek je razdeljen na 2 dela. V prvem delu se fantje spoznajo samo teorijo, ki traja približno teden dni. In na koncu sledi test. Po končanem testu pa začnemo praktično letenje, ki obsega 6 vaj oziroma približno 11 vzletov. Na koncu med temi najboljšimi kandidati potem tudi izberemo najbolj primerne oziroma sposobne kandidate za letenje. Prvi teden smo imeli teorijo, kjer smo pisali na koncu tudi test. Ta drugi teden pa poteka praktični del, kjer se izvaja letenje. Danes smo imeli drugi let, kjer smo popravljali naše napake. Kjer ni več. Imeli smo test splošnega znanja, test glede letala, ki jih letimo. Bilo je zelo veliko učenja, na faksu ga še ni bilo toliko. Zdaj se je pa začel z letenjem ta teden, kar je pa super, samo čakamo še na vreme vsak dan, da je v redu. To so bile moje prve ure na letalu, občutki so zelo dobri, letenje je res super. Je pa za enega začetnika to zelo težka stvar, tako da se treba res potruditi.